Danes je dan D v oddaji Radioaktivno. Nikola je z mano. Lepo zdrav. Pozdravljen, Boštjan, pozdrav tudi tvojim poslušalcem. Kako ste dan D preživljali v zaklonišču ali v bunkerju? Mi smo še 9. marca odigrali zadnji koncert in sicer v Postojni in ti moram priznati, takrat so se prvi začele te zgodbe o prepovedi prireditev javnega zbiranja in podobno. Torej, mi smo se še malo pobalinsko takrat počutili, ampak že v roku par dni je postalo jasno, da so stvari malo bolj resne. Tako da smo ne samo nehali z koncerti, temveč smo tudi zdaj že praktično 2 meseca kot band razen oziroma delamo nadaljavo, kar pa ne pomeni, da pauziramo. Naredili smo kar par zanimivih stvari. Eno je tak skupinski posnetek skladbe Čas, to je v sodelovanju z eno drugo radijsko postajo. Hkrati pa tudi smo uspeli na novo nekako preprocesirati eno našo skladbo, nam zelo ljubo, z zadnjega albuma Milo za drago, in jo tehnično obdelati in spraviti v življenje, in nas je presenetilo v resnici, kako dobro je bila sprejeta. Kaj ti ponovno ste pogledali na knjigo pohval in pritožb oziroma na Milo za drago in se malo poigrali z 8D tehniko. Kaj to pomeni? Zanimivo, 8D je oznaka, ki se redno pojavlja, ob njej se pa pojavlja tudi razlaga, da nihče ne ve točno, zakaj ta 8-ka pred tem ideji. Jaz si to razlagam tako primitivno, moskontrsko, ker ne znamo po mojem kako drugače. Torej, glasbo običajno slišimo iz nekega vira zvoka in to bo običajno en set zvočnikov, en par zvočnikov. Torej, slišimo glasbo iz levega in desnega vira, tako kot so ušesa postavljena. Obstajajo pa zdaj novodobni triki, ki ustvarjajo iluzijo, da glasbo slišiš iz prostora, torej to 8-ko pripisujem naslednjim koordinatam. Levo in desno, to sta 2. Pole spredaj in zadaj, spodaj in zgoraj ter blizu in daleč. To je edini način, da pridem do te 8-ke. Ampak ključna stvar pri tem je, predvsem na svetu video igric, se poigravajo s to iluzijo resničnega prostora. In torej za 8D ne potrebuješ nobene posebne tehnike, najbolje se to začuti na enostavnem paru slušalk, sliši se pa tudi super v kakem avtu, manjši ko je, boljše se sliši. Torej iz 2 parov zvočnikov pa vseeno prihaja neka iluzija, da se zvok dogaja tudi v nekih drugih koncih prostora, torej ne samo v levi in v desni polobli. Danes sem poslušal skladbo z albuma in to novo varianto na računalniku in je slišati razliko. Čuješ kaj, kako se to, kad se odzad sprehaja? Slišim, kako se zvok sprehaja. Ok. To mi je namreč nekdo rekel, par komentarjev sem dobil. Prvo, ne vem ti, to, kad mi cel cel hodil od zadaj nekje, drugo pa sem potožil, da bo epileptični napad dobil. Torej, ni to za vsakega. Enim je ljubša ta klasična naša verzija, drugi so v tem 8D videli res neko novo odkritje. Moram pa sicer reči, mi smo se s to skladbo poigrali tudi v živo, v Križankah, ampak na drug način. Probali smo ta prostor tudi razširiti, ampak takrat s kvadrofonijo. Torej, v Križankah smo postavili 4 sete zvočnikov, ki smo jih za nekaj skladb aktivirali in ta je bila tudi ena od teh. Tako da je zvok tudi v Križankah potoval okrog poslušalcev, tako da je prihajal v nekem momentu tudi celo od zadnje in malo delo zmede. Zelo lepo je bilo. Usporedno skladbo ste predstavili še plesni videospot? To je ena taka posebna sorta, kar se nas tiče. Torej, videospoti poskušamo na nek način najti ne vsebine, ki grejo idealno z glasbo. Zavedamo se, da te stvari filmarji počnejo bistveno bolje kot mi glasbeniki, torej filmarji bistveno bolje uporabijo glasbo v svojih delih, kot glasbeniki uporabljamo video. Zato smo se nehali s tem obremenjevati, ker smo ugotovili, da smo velikrat naredili videospot intuitivno in se je vsebina na nek način ujela z glasbo, torej ne z besedilom, ne z samo glasbo. In tukaj moram reči, da smo imeli srečno roko, ko smo se sparili z tango plesalci. Torej obstaja ena skupina, reče se tango.si, ki v Ljubljani organizira te svoje delavnice, milonge, imajo tudi take hece, kako rečejo temu, tango maraton ali nekaj podobnega, torej po 2-3 dni skupaj dan in noč se pleše. Nazadnje je bilo to v Ljubljanski filharmoniji. Skratka, imajo neke svoje rituale, ki so nam bili popolnoma neznani. Hkrati pa te prizore, ko 2 človeka tesno plešeta, ko se vidi, da gre za intimno razmerje, za neko čustveno, za neke napetosti,
napetosti. Malo nas je to spomnilo na te špile v našem placu za vaje. In tu smo preizkusili, kako gre slika skupaj z glasbo in ta video smo naredili že več kot 1 leto nazaj in čakali v resnici ta pravo priliko, da pride ven. Zdi se nam, da zdaj ravno v času te nesrečne korone potreba po neposrednem stiku obraz ob obraz, telo ob telo, mislimo, da boljšega časa verjetno res ne bi mogli zbrati. Kdaj ste potem vrnili nazaj v zaklonišče? To je bolečina naša. Ne? Mi smo torej lani po Križankah smo imeli še par zadev za narediti, vključno s Cankarjevim domom. Vmes smo pa rekli, zdaj se vrnemo v plac in v načrtu smo imeli za letošnjo pomlad. Prav marec je bil že nekako določen za prvi tak špil, na kar ko je bilo jasno, da se ni zahecati s to zadevo, smo to opustili. Zdaj, prišlo bo poletje, bomo videli, kakšne bodo komande, ampak naša želja je vsaj enega, pa mogoče ne tako, kot smo na pol javno na našem Facebooku ljudi povabili, ampak tokrat čist interno narediti, torej po mail povabili. Enega bomo mogoče naredili pred poletjem, drugače pa pričakujemo, da jeseni nadaljujemo. Ključna stvar pri tem je, torej v času te korone mi seveda ne počivamo. Smo do zdaj že nadaljavo posneli polovico naslednjega albuma in si zelo želimo to stestirati v živo. In kaj lepšega, kot to narediti v svojem placu za vaje pred 100 ljudmi, ki pridejo običajno na obisk. Se strinjam, midva sedaj v eter pošiljava še aktualni singel, zato Nikola, beseda je tvoja. Hvala lepa, ne naredi mi tega, skladba, ki so jo mnogi že odpisali, ena nam ljubših z albuma, z besedilom, z zvočno podobo in tudi z videospotom, pisana na kožo COVID-19, torej ljubezen v času COVID-a. Zdravo, moje ime je Tokac in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Če ne bom več sanjal, bolje da me ni. Če bom pozabil na prepovedane stvari, če bom zagledan vase, bom pozabil na ljudi. Če se bom predal, ni zame milosti. Če ne bom videl duše, druge veroizpovedi, če se bom skrival v svoji pameti, če bom sovražil tiste, ki drugače mislijo, če ne bom ljubil tebe, ker ljubim te tako. Ker ljubim te tako. Ne naredi mi tega, naj bom do konca jaz. Neusmiljen, mal neum, nahluje
milosti. Ne naredi mi tega, naj bom do konca jaz. Neusmiljen, maleum, rahlo jezen in pogumen. Ne naredi mi tega, ne naredi.